in v konkretnih primerih in v načelnem smislu sem se, kolikor se je dalo, trudil za to, da ne bi bile storjene krivice, če jih je mogoče na nek način pravočasno ali pa sicer odpraviti. Kar se tiče pozivanja k strpnosti, k sožitju, tukaj bi si upal reči, no, da, kar veste, da ne rad počnem, ne, da sem svojim zgledom poskušal to najbolj podčrtati, ne. Pa vedno poudarim, da si ne želim, da bi me kdo jemal ali pa vzel za zgled, ampak nikoli niste od mene slišali besede, ki bi imela kakšno sovražno vsebino, ki bi bila naperjena proti komu, z nekimi grdimi, zlobnimi emocijami. To se mi zdi, da na ta način predsednik v bistvu najbolj lahko prispeva k temu, da se ta sovražni govor, ki ga je več morda, kot ga je bilo, ne samo pri nas, tudi v svetu, vse manj se izbira besede za to, da se opiše ali tekmeca ali nasprotnika. Ta disciplina popušča in to me skrbi. Jaz se spomnim, ko sem leta 2015 ali 2016, če vas to bolje zanima, poglejte, ampak v poslanici celo novoletni, kar res ni običajno, rekel, da je verjetno vprašanje strpnosti eno odločilnih za našo prihodnost. Če bomo mi med seboj dovolj strpni, se ne bojim nobenih razlik med nami. Če pa ne bomo strpni, so še tako majhne dovolj velike, da se razplamtijo v velike konflikte. Tako da to je osrednje vprašanje, jaz sem mu namenil veliko pozornosti.